25. junija bodo praktično po vsej Sloveniji zadoneli gongi in skušali v našo državo nekako vnesti pozitivno energijo in dobre misli. Več o projektu pa nam bodo povedali Mija Frangež, Jože Parkelj in Angelina Premdehar. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Veliko je bilo slišanega in povedanega že o gongih, pa vendar, njihova moč, nekateri pravijo celo zdravilna moč, je že dokazana? Ja, potekajo že znanstvene raziskave po celem svetu, ker veliko je ljudi, ki se ukvarjajo z gongi in z njihovo vibracijo. Tudi jaz sem že začela pravzaprav pred mnogimi leti, računam, da tam nekje 9 jih je že mimo, ampak ko sem prinesla svoj prvi gong domov in moj kužek, ki je 4 mesece pred tem imel nesrečo, ker mi je prikriznil kabel in imel poškodbo obraznega živca, je imel posledice, povešen ustni kot, kot je to znano tudi pri ljudeh, in potem me napade krčev po glavici, je bil moj najzvestejši poslušalec. On je pritekel, ko je videl, da jaz nesem gong, in on je običajno ležal neposredno pod gongom. Vsaj 15, 20, 30 minut, koliko mu je pasalo. Ampak moram povedati, da čez pol leta ali pa 3/4 leta smo naenkrat opazili, da ni več krčev in da se je tudi ustni kot dvignil in praktično razen poškodbe oziroma brazgotine, ki jo ima na jeziku, ni drugih posledic poškodbe, električne poškodbe. In mene ta že spomin na to pravzaprav fascinira, kakšne možnosti ima vibracija gonga, in ne pravimo mu za manj motor zdravilnih moči. Kaj pa pri vas? Kaj pa na ljudi? Kako deluje ta gong, ta vibracija? Ja, ljudje se pravzaprav zelo radi sproščamo pri tej vibraciji, ker se dejansko kopamo v tej vibraciji in vibracija gre skozi naše telo, dejansko zavibrira vsako celico našega telesa in dejansko se tudi v naših kosteh, ki so, bomo rekli, prazne votle, se še ta vibracija ojača. In večina ljudi, ki se nekako ujame z tem delom zdravljenja, pod narekovaj, dejansko zelo rada hodi na take kopeli in se ljudje pravzaprav, bom rekla, soočajo z vsem tem, kar nosimo mi v sebi, in dejansko se stvari sproščajo v nas. In 25. junija se bo stresla celotna Slovenija, v bistvu vse celice v Sloveniji. Zakaj? Igralo gongi se bodo slišali od Triglava do Goričkega, pa skoraj do Pirana, ne? Ja, skoraj do Pirana. Ja, torej, mi trije smo tisti, ki smo to zakrivili. Žal mi je, da se zaenkrat še ni prijavilo večje število gongistov, kajti Slovenija je znana po tem, da ima na število prebivalcev največ varuhov gonga ali mojstrov gonga, kakorkoli to imenujemo. Pa tudi traktorjev imamo. Tudi traktorjev, vendar ta vibracija, če se izrazimo s to besedo, verjetno ni tako blagodejna, kot je zvok gonga. Ampak vseeno, kako boste to izvedli? Točno verjetno določeni uri, vsak bo na svoji poziciji. In kaj bomo potem, na kaj moramo biti pozorni? Kaj pomembno je predvsem to, namen te oddaje oziroma našega prispevka v njej je predvsem ta, da povabimo še zmeraj in gongiste in tiste, ki bi ta dogodek posneli ali fotografirali, in pa seveda podpornike. In zdaj se te ekipe ustvarjajo in preko naše Facebook strani Gongi za Slovenijo lahko seveda najdejo vse podatke, ki v Sloveniji se lahko pridružijo čim več seveda ljudi, in da bomo mi potem v naši oddaji, seveda spoznajmose.com, zaradi tega sem tudi tukaj, da seveda pokažemo potem tudi skozi oddajo in povemo Sloveniji, da ni vse samo slabo, in predvsem to, da je odgovornost na vsakem od nas, da nekaj malega prispeva k temu. Mogoče pa 25. junija, tisti dan, ko se bo Slovenija prebudila zaradi tega, in bodo potem 13. julija vsi šli na volitve. Ja, ta je pa težka. Ta je težka in tudi marsikdo nam je očital, da tako rečem, zakaj pa ravno dan državnosti, zakaj pa ravno politika. Pri nas nima nobene veze politika. Gre pa za to, da politika nam kroji življenje in dajmo dvigni vibracijo in zavest tem ljudem. Mija, vi nam boste nekaj zaigrali, tako da jaz vas prosim, da kar greste gongom. Jože, vi boste pa šli na Triglav. Ja, tako s kolegom. Ga boste nesli ali kdo ga bo nesel? S kolegom greva na Triglav, razen različno, kako bo vreme. Recimo, če bo prevelik snega, bomo
malo na kredarici ali pa malo nižji. Če ne bomo pa plan B naredili, ki bo pol kasneje za na Triglav. Tu imamo s kolegom Romanom tudi plan prideti na Triglav z gongom. Mija, izvolite, minuta je vaša, da malo zdravimo. Hvala, Mija. Že prav blagodejno vpliva, ne? Kaj vi začutite? Ja, no, jaz sem redna obiskovalka Mijinih gong kopeli in prav jutri bom to spet doživela. Tako da mi se danes vsi v Sloveniji silno bojimo izgovoriti besedo zdraviti in zdravljenje, zato moramo to kar črtati iz našega besednjaka, vendar bi priporočila ljudem, da vendarle prevzamemo odgovornost zase in za svoje življenje in za svoje zdravje in potem ne bomo potrebovali sploh nobenih zakonov in nobenih zdravilcev več. Ja. 25. junij. Ob kateri uri? Je ura določena? Ura praktično ni določena, odvisno od vremenskih razmer. Računamo tam med 1 in 2 uro. Triglav. Triglav. Ne bo to v istem času? Ne. Tako je bilo v začetku zamišljeno, da bi se vsi uglasili v eno. Zamisel je bila celo, da bi bil direkten prenos, da bi se vključevali, ampak to bi bil za prvo takšno akcijo prevelik zalogaj, zato bomo zbirali posnetke. Zdaj smo se dogovorili, da bo vibriralo čez cel dan in posebej, da ne pozabimo povedati, ob 20. uri pa na Lentu bo pa neke vrste zaključek. Tako, in takrat v mestnem parku verjetno 25. Tako, in vsi, ki se bodo uspeli zbrati in vrniti takrat z dogodku in seveda vsi drugi, ki se bodo pridružili, bo Mojca Malek, vsi jo poznamo že v Sloveniji, ta je pravzaprav prinesla gong v Slovenijo. Najlepša hvala. 25. junij, torej vsi gledalke in gledalci. Če imate gong doma, če igrate na njega, Facebook stran, pa če tudi ne, samo da je doma. Najlepša hvala za obisk in pogovor. Hvala.